Sekretarka iz Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje Doroteja Novak-Gosarič je na novinarski konferenci spregovorila o nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19. Kot pravi, bo v najboljšem možnem scenariju prvo cepivo dostopno predvidoma konec decembra. Cepivo proti koronavirusni bolezni se razume, da bo najbolj in najhitreje pripomoglo in najučinkoviteje pripomoglo k odpravi zapletov in težav, ki jih imamo v družbi, pri nas, v Evropi, v celem svetu, zaradi hitrega širjenja okužb in seveda posledic teh okužb. Slovenija bo, tako kot vse ostale evropske države, dostopala do cepiv na urejen način, v okviru skupnega javnega naročanja na EU ravni, ki ga vodi Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami. Evropska komisija kot velik kupec se trdo pogaja z 7 proizvajalci najbolj obetavnih cepiv, ki bodo med prvimi zelo verjetno uspela zagotoviti našemu trgu in širše cepiva proti koronavirusni bolezni. 7 proizvajalcev se pogaja z Evropsko komisijo, s 4 od teh je Evropska komisija že sklenila dogovore o predčasnem nakupu, kar pomeni, da je komisija s temi proizvajalci dorekla najnižje možne cene za cepiva, pogoje oskrbe držav članic s temi cepivi v ustreznih časovnih intervalih, na transparenten način. S temi pogodbami o predčasnem nakupu je Evropska komisija finančno pomagala proizvajalcem teh obetavnih cepiv, s katerimi in sredstvi, s to finančno pomočjo so pospešili razvoj in seveda povečali kapacitete proizvodnje, s katerimi bodo uspeli zagotoviti vse potrebe po cepivih na območju Evropske unije in tudi seveda širše. Zdaj lahko rečemo, da vse države članice sledijo navodilom in sodelujejo z Evropsko komisijo. Tako je komisija pripravila v juniju protokol oziroma smernice cepiv, kar se tiče preskrbe s cepivi. Tako je tudi zdaj pred časom, nedolgo nazaj, se pravi v oktobru, pripravila strategijo cepljenja, kajti ni dovolj, da se zagotovijo cepiva, da se zagotovi dostop do cepiv. Treba je zagotoviti tudi ustrezno, učinkovito cepljenje in seveda tudi spremljanje učinkovitosti cepljenja, kakor tudi vseh ostalih podatkov od spremljanja, bom rekla, precepljenosti in učinkovitosti cepljenja. Strokovnjaki z področja imunologije, infekcijskih bolezni v EU in v Sloveniji, kakor tudi širše, ugotavljajo, da cepiva predstavljajo edini učinkovit način, da se kriza, povzročena s koronavirusno boleznijo, ki je zelo prizadela naš običajni način življenja, od šolstva, zdravstva, gospodarstva, da se bo s cepivi življenje ponovno normaliziralo. Zato je Evropska komisija posvetila veliko pozornost preskrbi varnih, učinkovitih in kakovostnih zdravil. Zaveza Evropske unije je, da na evropskem trgu bojo dostopna izključno cepiva, ki bojo dobila predhodno dovoljenje za promet Evropske agencije za zdravila, in v okviru pridobitve tega dovoljenja za promet bo vsak proizvajalec moral dokazati, da je njegovo cepivo varno, kvalitetno in učinkovito, kar je seveda ključnega pomena, da se Evropa, Slovenija in ostali rešimo težav povezanih s koronavirusno boleznijo, ki je ohromil naše življenje v celoti. Hvala lepa. Prehajamo k novinarskim vprašanjem. Če so morda kakšna? Mislim, da imamo vprašanje. In sicer kanala, izvolite.
Pozdravljeni, Sara Volčič, Svet kanala. Mene zanima, govorite o strategiji, zanima me pa, kdaj bo narejena strategija za Slovenijo, se pravi, kje se bo cepilo, ne? Kdo bo cepil, kdo bo odločil o tem, ne? Kateri bolniki bodo najprej cepljeni, govorim recimo na ravni splošnih zdravnikov, se pravi te konkretne stvari, ne? December je zelo blizu, pa me zanima, kako hitro bo ministrstvo to oblikovalo. In kje bodo dejansko ljudje ta cepljenja imeli. Ne? Kdo bo odločil, se pravi, ti si kronični bolnik, tebe bomo najprej cepili, ti pa lahko počakaš. Hvala. Kot sem rekla, Evropska komisija se pogaja s 7 proizvajalci, ki bodo Evropi ponudili cepiva iz 3 različnih platform. Hitrost vstopa teh različnih platform bojo različno potekale. V najboljšem možnem scenariju bo prvo cepivo dostopno predvidoma konec decembra. To pomeni, ker so 3 različne platforme, bo treba pripraviti 3 različne strategije in vsaka strategija bo morala slediti lastnostim cepiva. Se pravi, od shranjevanja do, bom rekla, indikacij. Nekatera od teh cepiv bojo mogoče bolj učinkovita pri preprečevanju širjenja okužb, druga bodo mogoče bolj učinkovita pri preprečevanju zapletov povzročenih z tem virusom. Skratka, strategija se bo pripravljala sproti in v pomoč državam članicam pri pripravi nacionalnih komisij je Evropska komisija pripravila krovno strategijo cepljenja. In vse države članice sedaj pripravljamo te strategije, vsaka na svoji nacionalni ravni. Skratka, težko rečemo, kdaj bojo te strategije pripravljene, zelo je odvisno. Pripravili bomo 3 strategije za 3 platforme cepiv do tistega trenutka, ko bomo potrebovali ustrezno, se pravi popolno informacijo, ki bo dostopna šele ob pridobitvi dovoljenja za promet. Prvo dovoljenje za promet se pričakuje pri enem od teh 7 proizvajalcev konec novembra oziroma začetek decembra. In v začetku decembra bomo lahko dokončali strategijo, ki bo vezana na to platformo. Tisti, ki bojo odločali, seveda, to bo stroka odločala. Stroka bo odločala glede na priporočilo Evropske komisije, kako pripraviti prioritetni seznam cepljenih in seveda prva količina cepiv, ki bo omejena, to pomeni, bo večje povpraševanje, bojo večje potrebe, kot bo na voljo cepiva. Seveda se bo upoštevalo najbolj ranljive skupine prebivalcev glede na starost, glede na kronične bolezni in seveda tudi zdravstvene delavce, delavce v zdravstvu, kot tudi v drugi zelo nujni potrebni infrastrukturi. Vse države članice bomo dobile prvo količino cepiva istočasno in v količini, ki vsaki državi članici pripada glede na delež prebivalcev v EU. Skratka, Evropska komisija je poskrbela, da bomo vse države članice dobile istočasno na pregleden in enakopraven način po vnaprej znanem ključu delitve. Ponavljam, predvidoma, vkolikor bo prvemu proizvajalcu uspelo pridobiti dovoljenje v začetku decembra, to pomeni, da bojo prve količine njegovega cepiva vsem državam članice dostopne v drugi polovici decembra. In do takrat bomo mi, tako kot vse ostale države članice, pripravile, dokončale strategijo tudi na izvedbeni ravni, kar pomeni, vse države članice bomo vključile v prioritetni seznam najbolj ranljive skupine prebivalcev ter delavce v zdravstvu, ki so najbolj izpostavljeni okužbam, ter druge delavce, ki so nujno potrebni za normalno delovanje naše države. Skratka, vse bo odvisno od tega, kakšno količino cepiv, te prve količine, bo uspel proizvajalec zagotoviti. Upamo, da se bo držal plana, kar pomeni, da bomo že v prvi skupini uspeli najbolj ranljive
skupine naših prebivalcev zaščititi in seveda tudi nuditi zaščito delavcem, ki so najbolj izpostavljeni okužbam. Hvala lepa. Vprašanje ima še časopis Slovenec. Prosim. Prosimo vas, samo sekunda. Jaz imam samo vprašanje, ali bo cepljenje na prostovoljni bazi ali bo obvezno, in če bo obvezno, pač kakšni bojo ukrepi za tiste, ki ne bojo hoteli, če bo pa prostovoljno, kako boste recimo nekoga, ki dela v zdravstvu, pa ne želi se cepiti, na nek način prisilili, da se cepi. Hvala. Cepljenje ne bo obvezno. Cepljenje bo temeljilo na prostovoljni osnovi, seveda pa se bomo zelo potrudili z ustreznimi informacijami, z obveščanjem, ozaveščanjem. Skratka, na voljo bomo, potrudili se bomo, da bojo vsi imeli na voljo ustrezne informacije, kjer bi se mogoče dvom, nezaupanje razblinilo in seveda skratka, da bi bil odpor do cepljenja čim manjši. Naš cilj je zaščititi ljudi pred koronavirusnimi boleznimi, ki pa pri mnogih povzroča resne zaplete in tudi seveda znatno povečuje smrtnost. In bom rekla, hromi našo družbo v celoti. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Sledi vprašanje Pop TV. Še eno vprašanje imam, gospa, povejte mi prosim še, zakaj smo se v Sloveniji odločili, da se o cepivu pogajamo samo na ravni Evropske unije. Se pravi, zakaj se ne pogovarjamo direktno s posameznimi farmacevtskimi firmami oziroma so mogoče taka pogajanja na planu za prihodnje? No, že v samem začetku, ko se še preden smo pristopili k skupnemu ukrepu glede preskrbe držav članic s cepivi, so 4 države članice Evrope, močne države članice z visokim BDP-jem, že ugotovile, da nobena sama ni zmožna izpeljati ustreznih pogajanj s proizvajalci cepiv. Se pravi, Nemčija, Španija, Francija, mislim, da tudi Nizozemska so se združile, četverica se je združila v skupnih pogajanjih že na samem začetku, še preden je Evropska komisija uspela združiti vse države članice v skupno aktivnost. Kar pomeni, da bi bilo zelo neodgovorno, če bi se Slovenija kot majhen trg pogajala s komerkoli od proizvajalcev cepiv. Glede na to, da smo se odločili, da bomo skupaj z vsemi državami članicami v skupnih aktivnostih, bomo imeli v Sloveniji na voljo dostop do vseh cepiv, do katerih bojo dostopali večji, močnejši, bogatejši. Se pravi, enak nabor cepiv bomo dobili kot vsi ostali, po enakih, najnižjih možnih cenah, po enakih pogojih, kar pomeni, da smo s tem zagotovili Sloveniji in našim državljanom optimum, kar je možen. Hvala lepa. Še Kanala ima vprašanje. Ja, še nekaj stvari me zanima, ali bo cepivo brezplačno, ne? Potem pa koliko pravzaprav stane oziroma so cene teh cepiv. Zdaj ste omenjali, da se Slovenija ne bo direktno pogovarjala z proizvajalci cepiv, a prihodnji teden je minister Gantar napovedal, da se sestanete z farmacevtsko družbo Pfizer. Pa me zanima potem, čemu ta sestanek? Slovenija se ne bo pogajala z nobenim od proizvajalcev cepiv glede preskrbe s cepivi, se pravi, da bi se pogajala za nabavo, cene in tako naprej. To bi bilo zelo nespametno. To, kar pa moramo opraviti, ne samo Slovenija, ampak vse države članice, se moramo z vsakim od proizvajalcev dogovoriti glede logistike dostave. To pomeni, proizvajalec
Evropska komisija se je pogajala s proizvajalci glede cen, pogojev dobav, skratka pogojev dostopa. Kako bo pa to na izvedbeni ravni potekalo, pa moramo seveda evropske države članice se pogovarjati z proizvajalcem. In proizvajalec je dolžan se prilagoditi v teh pogovorih z vsemi potrebami vsake države članice posebej. Recimo velike države članice bojo imele, recimo Nemčija, ki je 80-milijonski trg, bo imela mogoče 40 prevzemnih mest. Slovenija bomo verjetno imeli enega. Skratka, pogovarjali se bomo s proizvajalci izključno o logistiki, o zahtevah, ki jih moramo zadostiti za učinkovito in pravilno shranjevanje. Recimo nekatera cepiva zahtevajo shranjevanje pri minus 80 stopinj, kar pomeni, to je absolutno novost za vse države članice, nobena nima še tega sistema urejenega, to pomeni, to vzpostavljamo na novo in ker to vzpostavljamo na novo, nam tukaj lahko največ podatkov, kako ravnati prav, še preden je cepivo dobilo dovoljenje za promet, pomagajo proizvajalci, se pravi, oni so dolžni se z vsemi nami pogovarjati, nam dati ustrezna navodila za uspešen prevzem cepiv, za uspešno shranjevanje cepiv do časa distribucije in cepljenja. To je naša naloga, ki jo bomo opravili v naslednjem tednu. In poleg nas tudi vse ostale države članice Evrope. Hvala lepa. S tem smo zaključili nabor vprašanj, tako da še enkrat hvala za predstavitev in za pojasnila. Pardon, še Kanal A je še eno vprašanje. Eno vprašanje ste preslišali, ali bo cepljenje brezplačno? Takole je, cepljenje ne more biti brezplačno. Denar za cepiva in za cepljenje bo pa zagotovljen iz proračunskih sredstev. Namen tega je, da se vsem državljanom Republike Slovenije zagotovi dostop do cepiva in do cepljenja. In s tem seveda čim hitrejša vzpostavitev normalnega življenja v naši družbi.